pokrovitelj oddaje, Občina Zagorje ob Savi. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Tokrat smo na domu obiskali Franca Drnovška, ki nam bo verjetno marsikaj zanimivega povedal o svojem življenju. Dober dan. Zdravo. France, vaše življenje je precej pestro. Pa greva najprej od začetka. Vaše korenine. Kdo sta bila oče in mama? Moj oče je bil Franc tudi, mama pa Marija. No, oče je bil mizar, pol je imel tudi mizarsko obrt, mama je bila pa gospodinja. Oče je začel z obrtjo tam leta 1930, prej delal okoli, no pa je pa začel z obrtjo. Kaj pa starši od očeta? Starši od očeta, ja, je pa je bil nezakonski, imel sam mamo. No, očem je pa bil, oba sta bila v Nemčiji, sta delala, sta se spoznala, ne. No, in pol je pa mama bila noseča, je pa nazaj prišla, ta očem je šel po Ameriko. Ameriko za delam, ne vem kako, v Nemčiji pa ni pas, ali je šel po Ameriko, ne. No, in pol leta 1933 je pa prišel sem v Zagorju in je očeta priznal kot sina. In takrat se je že on zgleda malo obogatel tam v Ameriki, da mu je tle mizarski stroj kupil. Zelo za tiste cajte, zelo nekaj modernega. Tako da niso več pa na roke delali, oblast žagala, ampak je ti stroj veliko naredil. Potem pa nista imela več stikov? Ne, nič več. Je šel nazaj v Ameriko in tiste cajte ni bilo tako, kar zdaj, ne, ali pa še pa malo pozneje, ne. Niso se nič dopisovali. Mama je pa ostala Mama je tle sama? ostala, no pa se je pol poročila. Tako da je imel oče, očma je imel, Lešnik. Lešnik. Ja, je še zelo znan, popularen ta ime je bil po Zagorski dolini. Noben ni rekel pri Drnovška, ampak vsi je pri Lešnik. Zakaj pa? Ja, ne vem kako to, da so se tako oprijeli tega priimka. Tiste očem je bil kar takšen dosti popularen, ne, in so ga poznali, ne. Kdaj je pa potem vaš oče vašo mamo spoznal? Ja, spoznal je tam kar malo po 30. letu, ne. Se mi zdi, da tam 31 ali 32. leta sta se poročila. Iz kje pa je mama? Mama je bila tle Zagorjanka tudi. Zagorjanka. Takrat na Delčni so se jih poznali, vse bolj v dolini. Ja, je bila tam s Potoške vasi. So kmalu potem prišli otroci? Ja, kar kmalu. Ta starejša sestra po enem letu se je rodila, ne. No, jaz sem se pa 4 leta pozneje, še ena sestra pa 2 let za menoj. Pokojna je, ta je pokojna. Kako ste se pa razumeli, otroci, trije? Vi ste bili srednji otrok? Ja, veš, kako je. Se veš, ta starejša sestra je bila le 4 let stare od mene. Je imela bolj komando. Ja, tako je bilo, ja. Pa smo se kar nekako, še zdaj skozi smo se razumeli. In tudi športom ste se vi kmalu srečali. Vaš oče je bil kar velik ljubitelj športa, mama pa ne. Ne, sploh ne. Mama pa ni smela slišati od športa, delati. Je rekla, kaj boš šport zgajno deli. No, oče je pa bil, on je pa imel bolj posluh, ne. Tudi, kadar sem rečemo šel na smučarijo, kakšne tekme na planino je zraven šel, pa sem košarko igral, je na tekme hodil redno gledati, ne. Tako da je imel kar posluh, ne. 4 leti se je začelo vaše smučanje? Ja. Kako je bilo to? Kakšne smuče so bile? Veš kaj, zelo dobre za tiste cajte, ker jaz sem to podedoval po eni sosedi, ki je prerasla, ne. In sem odnedel kompletno čevlje, smučke, palce, pol kombinacion, takšen, kaj so jim, kar fajn, ne.
skapored, vse kompletno dobo. Tako da sem se mi zdel, da sem fajn zrihtan, ne. To je bilo 41. Prej je bilo. Prej. Jaz sem rečemo začel tamle pri 4 letih, 40 leta sem počel že, pa še prej, ne. In sem kar samostojno šel dol, je bil Dolinarjev hrib, tam smo se spuščali, ne. Kje pa ste bili doma? Z družino? Doma smo pa bili tlele gor pri cerkvu v Zagorju. Tam so ti cvenki, juvani tam. Blizu pokopališča. Ja. In ste se tudi po tistem hribu smučali? To zanimivo je bilo že med vojno. Med vojno sem iz Male Gorice progov naredil in zjutraj preden sem šel v šolo, sem šel enkrat gor, pa sem se spustil dol v smuku, ne. Ker takrat še zavojev nismo znali. Sem pa takrat malo videl, tam so bili Nemci, ne, je eden zgleda bil Tirolc, ki je že zavoje delal. To je bil čudež za nas. Nismo videli nikoli še menga, da bi znal zavoj narediti, ne. Ja, in tako je pa bilo, no. Kako ste pa gledali na okupacijo, na Nemce? Vi ste bili otrok takrat? Ja, kar hudo je bilo, ne. Hudi cajti so bili, pokajna, velik, pol je še oče v partizane šel. Kaj pa preden je šel v partizane, je imel delavnico? Delavnico imel, ja. So mu pustili? Ja, pustili so, ker je on slučajno takrat so tlele dole eno tovarno delali in je on okna pa vse to delal, ne. Nekako tisti, ki je vodil, to je bil kar precej prijazen z njim, ne. Tako da je mu delal skozi, ne. Pa ne vem, koliko je mu še kaj ljudi takrat, se veš, takrat je šlo veliko vse v vojsko pa tako naprej, ne. Ampak vem, da so naredili, no pa so pa tisto tovarno pa požgali, partizani. Ampak oče je šel v partizane tudi zaradi tega, ker so bile sosede malce hude. Ja, tako. Tam mimo delavnice je zmeraj ena hodila agitatorka, ga je stalno spodbujala, ne. Ko pa ti daš so ohost, ti se pa tlele na toplem greješ. In tako mu že ni drugega kazali, kot da je šel. In to je bilo leta 44? 44 spomladi je bilo. Kam pa je šel? Šel je, rečemo, na nedeljo eno, da vem, katera nedelja je bila, s kolesom se je peljal. S kolesom proti Kotoredežu, gor do Jesenovega, pod Jesenovom. Tam zgleda so bili zmen in je tam kolo pustil, ne. Pa so pa bili, to so bili te terenci, so bili tle gor okoli Čimšenika. Oni je bila ena skupina, so bunkerje delali v zemljo, ne. Ker je bilo kaj takšnega, so po dolin gor prinesli, pa spravili not, pa je šlo pa naprej na Dolenjsk ali na Štajersk ali kamorkoli, ne. Ja, in Kaj pa doma so Nemci kje spraševali, kje je oče? A veš, že so, ne. No, delavnice so Nemci zasedli, to so bili malo starejši vojaki, ki so puške popravljali not. Jaz vem, sem malo probal pogledati, samo ena stran sem jo zamazdel, ne, naše, pa nisem smel tam nič not pogledati, ne. Ja, tako je bilo to, no. In kako... So mamo kaj zasliševali, kje je oče? Ja, se to so tako vsi vedeli. A so vedeli? Da so šli v partizane, če jih je zmanjkalo, ne. Sam so, se veš, so se zgovarjali vse mogoče stvari, ne, da so jih ozirali karkoli, ne, da ni šel samostojen. Je bilo kaj nevarno, da bi vas odpeljali? Zelo. Takrat so vsake toliko časa dobila mama obvestila, da bojo pobirali ljudi po noč, veš. In mi smo se velikrat odpravljali drugam spat, ne. Gor enem kmetu ali k sosedam okoli, če so imeli takšne prostore, tako da nismo doma spali, ne. Ker kakor so te doma dobili, gotovo, pa tisto noč, pa ne pred drugo, ampak čez cajt zaspati je bila racija, ne. In se je to zvedelo? To se je zvedelo? Ja, to so bili tudi, so imeli tudi po policiji
mislim, vohune pa tako naprej, da so malo povedali, ne. So bili tudi dobri ljudje, ne samo slabi, ne. Ste kje pogrešali očeta? Pa zelo, zelo. Mene je imel zelo rad. Ne, on je že pred vojno kolo kupil, ne, pa me je velikokrat peljal, ne. Sva šla, recimo, je šel v nabavo na Izlake, Podješke gor, Hribarjeva Žaga je bila, ne, pa me je na Štank peljal, ja. Ali pa v Kisec, ali pa kamorkoli, ne, tule po Ronem bolj, ja. In je bil ves čas v partizanih, vse do osvoboditve, ali je vmes kaj domov? Ni bil. Leta 1944 decembra je bila huda hajka. Jaz se še spomnim, so tam gor mimo Brituha gor šli dolga kolona nemških vojakov, pa še ni Rusini, koga so bili, ne. Rekli, zdaj bojo pa pokončali ali pa ujeli, ne. Ampak sreč so tudi to prezvedeli, da so se umaknili in so šli kje čez, ko se reče tam, kje je tale kamnolom, Apnenčarsk, tam gor so prišli, ne vem, ena skupina jih je bilo, so pa spet zvedeli, da gre z Moravč gor skupina Nemcev, ne. Iz druge strani? Ja, niso vedeli, kaj narediti. In so pa pri kmetu orodje dobili in so na jamo skopali in so se 4 noč spravili. Pokrili z deskami? Pokrili, Smrekco je rekel, tudi gora, pa sreča, to je ponovadi sneg zapadel, da je to pokrilo vse skupaj. Meni so pa samo en pehar suhih hrušk, pa malo vode, pa kiblo. Ja, to je bilo in so bili noter, so se pa zmenili z domačim tistim tam kmečkim fantom, da bojo odšli Nemci, da jih ne pride poklicati. So pa en teden bili noter, so pa rekli, zdaj pa že menda so šli. Pa so pa slamco vlekli, kjer bo odprl maj gor, ne, tist ploh malo odzignil, ne. In je naš vačelik bil žreban. Je rekel, odzignem men tukle, pogledam, kaj skozi prav. Vse zelene je bilo, pa kar po vsi mene gledali. Je rekel, kar padel sem noter. Nemcev? Ja, kar padel sem. Je rekel, kar bo, pa bo, ne, ampak sreč niso videli, ker so bili le enih par 100 metrov stran. Pa še tako bende za nem grmovjem bolj, da so bili malo zakrit, ne. Ja, tako je bilo. No, pa so pa odšli, so pa šli te domov. Te fantje, partizani? Ja, partizani, ovače pa še druga skupina, ker so rekli, pete kamor šte, ker je vse razpadlo. Vse razpadlo. In sta šla, in so šli tle gor čez, tle gor na Klančiše, pa pol tam nad Jesenova? Europarkam gor so ne kmetije in tam so pa poznali ljudi, ne. In so rekli, pete dol po ženske, ne pa netejo obleko, bomo šli domov. Ker je brez kazni je bilo takrat, da so domov prišli. So imeli Nemci... Do novega leta. Bilo je pa lih na Božič tok. Kdor se vrne iz partizanov, bo kaznovan? Do novega leta ne bo kaznovan. Kjer pa po novem let pa vse logarje. In je rekel, gremo tam mim Francka, tam so bili Nemci tudi noter. To je bila gostilna? Pa so jih praznovali Božič, pa pel, mi pa tam mim, bele stražem, benga, da bi ostalo. Ker mi smo tle pa cirkus tam male, on so pa preže šli stran z ceste, ne. Ja, tako je bilo to, ja. In potem se je prikazal na vratih doma? Tako. Veselje, veliko veselje, ne. Je bil dolgo doma? Ja, tam kar do osvoboditve. Takrat je pa spet mogel jeti. Kako je bilo takrat? Se spomnite tega? Ja, veš, da se spomnim. Rečemo, tam 8. maja so partizani osvobodili Zagorje. Sam drug dan je pa pritisnila tlele gor čez Ravensko vas ena velika divizija Nemcev.
In vem, so streljali na Zagorju, tudi tamle so kozovec zažgali, ne. In mi smo se umaknili. So rekli, nas bojo pobili, če pridejo dol, ampak pa smo šli gor v Jesenovo. V Jesenovo, gor smo bili 2 dni, ne. Takrat so pa očeta mobilizirali v Šlandrovo brigado. Mi smo šli domov, on je šel po Šlandrovo brigado, so šli osvobajati Koroško. Je rekel, celo noč smo leteli čez Menino planino, Golte, pa ke gor nismo smeli po dolinam, pa ko vse po obrobju ke gor, da smo zajeli tiste Švabe, ki so dol po dolin, po Staše pa tako naprej. In so prišli na Koroško, tik gor pred Celovec. Zvečer je rekel, so se luči od Celovca videli, ne. In tam smo se ustavili, ker so že pa bili Angleži, tam so jih ustavili, ne. In tam je rekel, matran, smo kar dol popadali. Politkomisarjev je pa mlad poba partizan, ne. 20 let star zagret od samega vraga. Je rekel, zdaj bomo imeli pa sestanek, govor, imamo govor. Pa je začel, ne. Koroška je naša, Koroške ne damo, Trst je naš, Trst ne damo. Naš oče pa ni bil tako zagret, pa še en kmet, da pa tam nekaj govorila, pa malo se zasmejala. Je pa je rekel, vidva sem ja nota nasmejala, je kar pištolo vam potegnil, ki jih hotel kar ustreliti. Toliko, da sta ga komaj prepričala, da nista nič slabega mislila, ne. Ja. Da sta se nekaj drugega smejala. Ja, in par ur za tistim prišla komanda, spokat hiter, pa so mogli ja dol v Dravograd. Tako da so Koroško zapustili, ne. No, pa je pa še oče bil dol v Dravogradu, pa so pa šli na skupino, so ustanovili, so ta težko orožje pospravljali. To je skozi dol po Sremu so šli, tako da je prišli konec junija domov. In potem se je pa vojna tudi za očeta končala? Ja, tako. In je ostal doma? Ja. In delavnica je potem prišla v njegove roke nazaj? Ja, tako se Nemci so zapustili vse skupaj, ne. Vse uničili, niso nič, ne. Ti stroj, ki smo imeli gor, ne, niso nič uporabljali, ne, ker oni so sam kot neki finomehaniki orožje popravljali, pa malo mazali pa to. Kako je šlo pa potem z delavnico? Je lepo napredovala? Ja, takrat je bilo tako, veš, delovna sila se je vračala tudi, pol je neki vajencev tudi dobo, ne, tako da je bilo kar tam eni 2-3 pomočniki, pa ne 2 vajenca. Takrat dela dosti je bilo. Kdaj ste pa vi začeli kot fantič že v delavnici delati? Ja, jaz sem malo pomagal, ne, ja. Rečemo, pri stroju mobilno leči, držati, pa tako naprej, ne. Ja. No, jaz sem se pa začel učiti za mizarja pa leta 51, ne. In ste šolo končali? Ja, ta prvo sem naredil tamle osnovno šolo 2 let, pa sem pa nižjo gimnazijo še naredil. Tako da sem zaključil s tem 51 leta, no, pa sem se pa začel za mizarja učiti. To 3 leta? Kar prvočeto, ja, 3 leta. 3 leta. Je pa bilo tako, da sem hodil sam s strokovnimi predmetom. Ker sem imel nižjo gimnazijo, ni bilo treba nič ostalim predmetom hoditi. In ste doma delali, pa dobili kaj plačano? Bolj malo. Bolj malo. Za kakšen kino pa sem pa kaj, ne. No, pol je pa res bilo tako. Sem se pa začel, sem pa rekel, mama, nekaj bo treba plače dati tudi. Mama je bila šef? Ja. Mama je imela gnar čez, ne. Rekel, jaz kot fant tamle 17-18 let star, že moraš imeti kaj v žep, ne. Kam greš pa to, ne. Ja, pa se ne nucaš gnarja, se nimaš nobene potrebe. Ja, sem rekel, potreba. No, pa jaz se je dosti pregovarjal, no, pa pol je le nekaj bilo, ne, cela plača, ampak nekaj
dobo, ne, tako da sem malo lahko šel tudi ne lih zapravljal, ampak kakšen, se veš, kakšno šabeso kupil. Ja. Poste pa družino si ustvarili, ste svojo ženo spoznali, žena pa ni iz tu. Žena je pa tle v Zagorju, drugače bila Savinjčanka, je pa tle v Zagorju v Betonu službo pa prišla, ker je bil svak direktor Betona takrat, od sestre mož, ne. In jo jaz sem potegnil, ker ona je naredila srednjo kmetijsko šolo, pa bi mogla iti ne vem kam, nekam na zadrugo, kjer bi imela zelo majhno plačo. Da je imela pa enkrat večjo pri Betonu, ne. Ja. Tako da je pa tle bila v službo. 8 let je bila v službi. No, pa smo pa... In kdaj ste se vida potem vzela? 1. septembra 62. 62. leta. Ampak pred tem ste pa vi šli za nekaj časa na Svejo delati? Ja, 1 leto. Ste se malce uprli? Ja, takrat ni bilo tako, kar mogli videti. Ni bilo plače, ta prave? Ja, plače ni bilo, ne, pa poročen že, ne. Ja, tlele smo tole rihtali, tale stanovanje, hišo, dvigli pa to, gnarja pa benga, ne, ker je žena imela, ne. In sem rekel, da je pa dost. Da je pa dost, ne. No, pa sta pa popustila. Po enem letu? Ja, po enem letu sem pa nazaj prišel. Sem imel kar, no, ni bil preveč ena služba tam kot normirc. To je kar precej nehvaležno delovno mesto. To je bilo v Sveji? Na Sveji, ja. Je bilo takrat veliko zaposlenih v Sveji? Ja, kar je bilo tam okoli 100 ljudi, ne. Takrat začetka je bila še tlele. Sem jaz bil tam, je bila še tle objekt, tle je komunala. Tle so bili delavnice. Pošla pa na drugo stran. Pa so pa že začeli takrat, sem bil jaz že tam pripravljati. Že takrat kuhinje delali? Ja, so delali švedske kuhinje, ampak tako, ne. Ne, z tega materiala ni bilo, iveric ni bilo, pa tega, ne. Se je drugače delali, no, okvirje pa vse to pa barvali. Vse se je barvali, ne. Ja. Kaj ste pa vi delali v vaši delavnici pri očetu? Mi smo pa vse delali. Pohištvo, stavbno pohištvo, vse, kar je prišlo, vse živo. Kaj pa oblast do zasebnikov? Je bila zelo, kako bi rekel, premalo je imela. Smo jim le davke nosili pa tako naprej, ampak pač režim ni bil za obrtnike pa za kmete, ne. In to smo kar naprej neke inšpekcije dobivali, ne. Pravijo, da jih zavajamo pa tako naprej. Po pravici povedano smo jih pa mogli, ter drugače ne bi mogli skajati. Tudi inšpektor je rekel, saj vemo, da nas malo okoli doprinesete. Ja, sem rekel, drugače ne bi šlo, ne. Bi vse pobrali, ja, dohodek. Ja. Pa je oče ves čas delal? Kdaj je vam prepustil potem delavnico? 70. leta. 70, on je imel 40 let delovne dobe, pa je šel v pokoj, ne. Čeprav je še pa kar delal, ne. Ja, pa sem pa jaz imel. Jaz sem imel pa 35 let, tako da sem imel tudi pogoje za pokojnino, ne. Ja. Pa je oče potem pustil, da ste vi bili potem šef? Ja, je še bil že kar toliko malo v letih. Ampak delo je pa praktično do konca, ne? Jaz sem šel v Ljubljano, srednjo šolo šel narediti, ne. Ja, tako da sem majčkeno bolj razgledan bil, ne. Ja, da sem bil jaz pol. Vse se nismo šli tako, šef pa ne šef, pa delavec, vsi smo delali. Vse smo vsi delali. A je ata, oče, zelo pozno delal, do starosti? Starost je do 92 let starosti. Pa je še kar lahko delal? Jaz sem ga stran cigajnil, sem rekel, da sem kakšne prste porezal, ker se jih nikoli, ne. Pa je skozi delal. Je bil kakor toliko nekako previden, ne. Ja. In je bil 92 let, sem že jaz bil penzion,
pa smo tlele dolje prišel kakšen moj komarad, da smo malo debatirali, v glavnem od smučarije pa športa, ne. Ja, pa kaj se imate tukaj zapovedati? Jaz pa ne vem nič povedati. Jaz sem rekel, ta ti si delavec, mi smo pa govorniki. Vsi ne moramo biti. Ja. No, takrat, ko ste vi imeli, ste bili vi vodja delavnice, ste delali večinoma iz lesa. Žena vaša je pa tudi imela obrt. Ja, pa plastika. Ona je pa plastiko. Slučajno in sorodniki, da sta štimo, dajte mašino dobiti, se splača. No in pa smo z Avstrijo vozili stroj za plastiko in je dobila tlele za keramiko je delala. Za keramiko sam ni bilo nekega gnarja lih, ker je keramika določevala ceno izdelka, ne. Če si hotel delati, smo go sprijeti, ne. Je pa bilo tle zraven, je pa bila velika prednost. Material so to dali pa to, ne. Tako da je 12 let delala. 12 let je. 12 let, obenem je še računovodstvo vodila za oba. Mama je bila bolana 8 let nepokretna, tako da je kar garala, res. Res preveč. Imela pa sta, pa še imata, no, dobro, žena je že pokojna, 2 otroka, jasno, ki je malce starejša, in Marka. Je kdo se zanimal za mizarstvo? Ne. Ne. Marko je videl, sem ga večkrat pod počitnicam, ki je šel v gimnazijo, hodil v delavnico, da je malo pomagal pa tako naprej. Rekel, to je pretežko, jaz ne bom tišler. Rekel, jam rej študiral. Ampak smola, da tudi študija ni dokončal, ne. No, nekaj je, ne pa vse, ne. Ja. In mu zdaj kar dobro gre, ne? Ja, zdaj je kar v redu, je zadovoljen s svojim poslom. Jasna pa tudi, ne? Ja, ona pa tudi, ona je pa doštudirala. Še ena značilnost je, vaš oče je bil, ne vem, pri 80 letih operiran, koliko, zamenjava, koliko najprej sploh niso želeli zamenjati. Ja, tako. Da je prestar. Ja. Tudi v Valdoltrine. Tako je rekel zdravnik tle. V Zagorju. Ja, in ga pelo, sem rekel, nekaj je treba ukreniti, ne more več hoditi. Ja, ni rekel direktno, da je prestar, ampak dal je videti, da se že ne splača ga operirati, ne. Ja. In tako so najprej ocenili tudi v Valdoltri. Ne, niso ocenili, tam so bili pa sami tok neumni, ne, sestre so pa se na vzdržal, pa te huda operacija pri teh letih, ga bomo kar domov pelali, ja. No, pol je pa, jaz sem ga tlele jamil, sestra ni bilo tukaj, ne, in je jamro pa stoko, sem rekel, ajde nazaj, kličem doj, kar pripeljte ga, pa so ga operirali, ne. Pa so ga. Ja. Potem pa še enkrat, ne? Še ta drugega potem? Ja, še pol drugič, ja, sem drugič je leži prenašal. Ta prvič je bilo pa hodona. Preživel je pa do 97. leta starosti. Tako, ja. No, sem dejal, da je ena značilnost, tudi vi imate že oba kolika zamenjana. Res je. Ampak ne v tako pozni starosti, ampak prvega že tam okrog 70 let ste bili stari. Ja. Je bolelo? Ja, drugače ne bi ga dal, ne. To so kar hude bolečine. Vsaka stopinja, k stopš, je pritisk na koliko pa bolečina, ne. Sploh stopnice so bile z vragom, ne. Težko zahoditi. Ja. In najprej enega? Tako, v Valdoltri drugega, pa čez 2 let po cel. So mi zamenjali. Tudi po operaciji, kolika se športa se bova še dotaknila, ste vi še kar smučali? Jaz kar smučal. Do pred 5 let, 4 let? Ja, nekaj takšnega sem dehal. Ampak pasti niste smeli, ne? Tako, ker so rekli, če sem polomil, bom šel na vozičk. Rekel, 70 let smučarija, sem pa tudi že zaužil, bom kar nehal raj. Sem pa bil tisto zadnjo leto, še 25-krat na Goteh smučal, tisto leto. Še ja, lepo. Ampak previdno.
Previdno. Užitek je bil, ko sem bil na snegu, v naravi, pa to sem užival. No, in zdaj operacija kolka pred nekaj dnevi, tudi hčerka, ne? Ja, tako, ja. Tako da gre iz roda v rod. Ja, že ta tretja generacija. Ta tretja generacija. Ja, mama pa ni imela nikoli težave s tem, ne? Ona je bila pa dementna zelo, ne? Tako da je bila 8 let nepokretna tudi. Je žena rihtala. Zelo nesrečno je pa končala tudi vaša žena. Žena, tako. Vidva sta imela, ne vem, garsonjero, a je hiško? Ne, veš kaj, dol na morju smo na zemljo kupili, pa smo prikolico dol pelali, smo imeli prikolico na tisti zemlji. To je tam dol nasproti Brionu, lepo, na Roman, pa tako naprej. Žena se strašno rada kopala. Čeprav se že takrat ne bi smela, ne? Ne, preveč, vročina je bila, ne, pa morje pa kar tako mrzo, veš, ta sprememba, ne, in ni dobro dala, tako da je kapoj zadela v morju. Ampak vi ste bili v prikolici? Ja, gor pa prikolic sem bil, to je bilo 300 metrov od morja, ne. In so prišli do vas? Povedati, ja. Povedati, kar takoj, da je... Da je kar obrl, ne, v morju. Pa ne, 200 metrov do obala. Do obala je že vršla. Ja, bi prišli do tega, pa fertik. Ja. To je bil kar hud šok. Kar hud šok, ne? Ja, ja. Smučali ste, sva dejala, od 4. leta starosti, ne vem, ogromno ste presmučali. Ja, ogromno, celo Slovenijo. Edini na Kaninu nisem bil, drugač pa vsa smučišča, kar jih je po Sloveniji, pa po Avstriji, pa po Italiji. Tudi v Francijo smo šli smučati. Kaj pa žena? Žena je bila pa antišportnik tudi. Ampak kaj pa sin pa hčerka? Ja, ona dva sta pa tekmovala tudi. Hčer je bila celo zasavska šolska prvakinja v veleslalomu. Sin je bil pa takrat tiste cajte v vzhodnej regiji, je tudi zmagal, ne, je bil kar dober smučar. Sam smo rekli, da smučarije ne živel. Ga mogli dati v Škofjeloško smučarsko gimnazijo, ampak smo se odrekli, ker je bil velik strošk to. Vi ste pa tudi velikokrat zmagali? Ja, tudi kar. Ste imeli konkurenco v Zagorju, so bili dobri smučarji? Ja, takrat sem bil jo številka 1. Dokler smo na medklubskih tekmovanjih tekmovali. No, pa se je pa začeli sindikalno, krat sem pa jaz nisem toliko smučal več, pa nisem bil več v špic, da. Ja. Sem pa zmagal enkrat na vrhehoslalomu, medklubskem, kar močna deležba. So se še Trbovci čudili. So rekli, da on se je pa Zagorjanu Marija pokazala. Za rekel čas se pa tudi more. Ja. Včasih je bilo veliko štamfanja, ne? Tudi 2-3 ure smo tlačili, pa smo se pa 2-3 velali, pa smo mogli pa že domov jeti v dolino, ne. Smo pa zmerom šli takole soboto popolne tle gor, ta sindikalni dom na Planin. Tam so se še drug prišli, me hecali, se je bavali pa tako naprej, ne. Drug zjutraj pa je vsak en jajc naokolo, pa čaj ali pa mlek, pa smo šli na smučarijo. Ja. Ste kje sodelovali pri gradnji Marele? Ja, smučišča Marele? Prvi sem bil zraven, od vsega začetka, ker sem bil že v klubu, takrat podpredsednik sem bil v klubu, ne. In smo to začeli razmišljati, da bo treba nekaj narediti. Eno štrikno smo rekli, žičnico, ne. Ja. No, in tako smo se pogovarjali, kaj bi, ne. In jaz sem bil proti Mareli. In so me tako vsi, kako bi rekel, grdo gledali zaradi tega. Sem rekel, dajmo se s Trbovcem zmeniti, pa na vrheh naredimo, ker gor je veliko bolj idealno smučišče. Pa več snega, pa tako naprej. Pa s Trbovcem ne bomo šli skup. Mi bomo delali, on se bo pa po prsih tepli. No in tako smo začeli z Marelo od vsega začetka. Tudi smo začeli teraso označevati, pa to, ne. Pa potem sedežnico? Ja.
sem skopal za ta tretji steber sem skopal temelj. Aha. In to V kamnu. A? V kamnu. Do kamno, ja. In to na velikonočno nedeljo, ker drugače ni bilo cajt. Bilo je pa že treba, je rekel Ajtič, ta vodja naš, je rekel, zdajle bomo malo betonirali. Pridejo konjički, bojo beton gor nosili, daj skopi. In ni bilo drugače, kot na velikonočno nedeljo. Sem skopal, te sem delal 6-7 ur, da sem skopal, ker je bila kar velika jama. Najprej sedežnica, potem pa nekaj let kasneje Ja, pa vlečnice. 2, ne? Ja, gor na vrh, ta prvo ena, pa še ena zraven sporedno. Pol je bila tle dol ob sedežnic še ena, ne. Sam je pa bilo tako, ne. Ni bilo toliko snega, pa je bilo čez dalje manj snega, ne. Pa vode tudi ne, ne? Vode pa sploh ne, da bi sneg delali, ne. Tukaj pa ni kljub mango gnarja skrb spraviti. Za ratrak smo spravili nekako z nekimi, ko so že bile tistale, Samo prispevki? ja, ene tašne, ja, da smo tisti nekako nabirmali, da smo na račun tistega posojilo pri banki dobili, da smo ratrak pa kupili, ne. Ker to je bilo veliko pomagalo, ne. Zanimivo je pa tudi, da ste poleg smučanja bili tudi med prvimi, ki ste v Zagorju košarko igrali. Ja, ta prvo. Kako je bilo pa to? Ta prvo. Jaz sem hodil v Karniško gimnazijo in tam je bil en telovadni učitelj, Nebinger z Litije, ne, in on nas je navdušil za košarko. Dol je bila ena manjša dvorana v topliški šoli od spodaj in tam smo imeli, kadar je bila telovadba, na takšnem stojalu gore, kakor en koš bil, ne, brez table, ker tako je bilo, da smo tam not malo, pa nas je malo učil korake, loviti žogo pa tako naprej, ne. In no, pa pozneje smo pa začeli pa tle klub ustanavljati v Zagorju, igrišče naredili tam pri Proletarcu. Ta prvo smo gor na odru trenirali, ki je glasbena šola. Bosi, popodno, krvave živle si imamo, tako da sem kar po stran domov šel. Ja. In mama ni bila glih vesela, ne? Ne. Ja, doma nisem želel to pokazati. Tudi za smučanje, ko vas je Renko čakal? Bog nas var, je priletela ven. Rekla, se ne šel, mora poribati do kraja, ker sem mogel zmagam ob sobotih kuhno poribati, 5x5 metrov. To je bila moja dolžnost, ne. On je pa že malo prišel tam za vogalom, pa malo bi švižgal, pa sem vodo umazan, da ven prinesel, boš malo, greva, bo tama. Ja, tako je bilo to. Pregajanje, no pa vesele, to je bilo strašno vesele, ne. Ampak to smučanje, košarka, tudi namizni tenis tudi zelo, ne? Ja. To smo pa igrali, veš, v taštem vmesnem obdobju, med poletjem pa med zimo. Ne, smo igrali ga v Partizanu, gor na vrhena dvorana smo igrali, še prej smo pa pri Weinbergerji igrali. Oni so imeli prvo mizo v Zagorju, ne, in dol je nakletna soba in smo tam not malo pimflali, tako da smo se majčkeno naučili, ne. Pravi lopari? Kje pa leseno vse skupaj. Nič brez vsakega obloge, ne, gumbiaste ali karkoli, ne. Ste jih sami delali? Tudi, kar pokali, ja. Ampak pa je bilo? Ja, vesele, to je bilo vesele, malo rivalstvo med drugim pa tako naprej, ne. To je tisti tekmovalni duh, počas dobivaš, ne. Ste tudi med občinami kaj igrali namizni tenis? Ja, imeli smo tlele Zasavsko-Posavsko ligo. Ne, to so bili zasavski klubi, Rudar Trbovlje je bil bolj močen, ki mi smo bili pa približno ta drug na rangu, ne. Ja. In kako ste na tekme hodili, peš? Kako je bilo to? Ja, no, veš, kako je, rečemo, pol smo se že vozili, ampak prek smo pa še košarko, smo se pa s kolesom peljali v Hrastnik.
kjer nimamo kolesa, ga pa na štango dal. Ja, pa smo šli za Savo. Ne. Vi ste bili, no, se ste še zdaj, ne? Ampak za tiste čase ste bili kar precej visok. Ja, tam sem bil drug v ekipi. En Lipovški center je bil malo več od mene, nek 6-8 centimetrov. Pa sem bil pa že kar jaz. Drug so bili pa kar precej manjši. In kaj ste potem igrali? Krilnega centra? Ne, obrambnega igralca. V obrambi sem igral. Ja. Vam je dobro šlo? Ja, tako še kar, no. Če sem v ekipi bil, no, možno, drugače ne bi šlo, me ven vrgli, ne. Ampak to se je vse zunaj igralo? Ni bilo še... Vse od zunaj. Tako je bilo, mrzli smo, igrali smo se tam, v Kotarjedeč spolno umivali. Na planini že sneg bil, mi pa še kar tam v Kotarjedeč se umivali. Ni bilo doma, ni bilo nič kopalnice, nič bene stvari, ne. Umiti se pa malo mogo, ja. No, če greva še malce na smučanje, smučarska oprema se je tudi spreminjala, zelo. Ja. Vi imate še kar, ne vem, kar nekaj smuč doma. Ja, tako je, dole imam enih 10-12 parov, zelo starih, pa malo manj starih, ne. Nekaj sem prodal, kar je bilo tašnega, da se je dal, drug sem pa obdržal tam za spomin. Ja. No, nekaj jih je pa tudi na vašem vikendu v Mozirju. Ja, tam imam pa najstarejšo smučko. Staro tam čez 60 let. Čez 60 let, ne. Sem jih še sam naredil. Za enega prijatelja. Ja. Kaj pa danes še kaj? Športate verjetno ne več, ampak šport pa spremljate? Spremljam zelo rad, ne. Smučarija je številka 1, ne. Košarko tudi rad gledam. Tam pa še tudi nogomet. S tem se pa niste ukvarjali z nogometom? Sem se ukvarjal 1 leto sam. 1 leto kot pionirček. Smo poleti igrali bosine, pa je pa mrzl ratal. Je pa rekel, trener, bo treba nekaj čevlje dobiti. Je pa rekel, mi imamo tamle gor en velik kup starih čevljev, dajte jih ven potegniti, pa jih dajte popraviti. Tako sem jaz naredil, popraviti, lepo zrihtal, vse prav pa to namazal. Vem, da sem še nekdo v bele vezalke. Ja, da so bile res. Na prvi trening pridem, gor v garderobo, pride en malo starejši. Ja, pa zapol, te čevlje kar sam de, ti jih nimaš kaj nucaš. Pa mi jih je kar vzel. In takrat sem zaključil jaz z nogometom. Ja. Igral sem eno tekmo, smo igrali v Hrastnik, drugače pa ne. Pa sem pa zaključil z nogometom. Ja. Pa smo pa tako košarko začeli, ne. Pred Sedlov, ja. Ste si kdaj mislili, da bo tudi Slovenija tako dobra v športu? Prej smo bili v skupni državi, Jugoslaviji. Je mogoče eden ali pa 2 košarkarja sta bila v reprezentanci, 2 nogometaša mogoče. Kar naenkrat pa tudi Slovenija v vseh športih odlična. Ste pričakovali to? Nisem jih pričakoval, ampak moštven duh je bil kar posod prisoten, ne. Tako da se je precej to dogajalo, ne. Tudi kvaliteta rasla pa to, ne. Smo mi košarko začeli, ni benga skok šuta tezga, vse tal, pa se mogo naglihati, pa tako naprej. Ja, pole pa leto že, malo smo videli, imeli smo enega ljubljanskega trenerja, da se je malo učil, ne. Pa prišli so tudi Ljubljančani dol igrati. Ta Olimpija, takrat je bil Ašk, meni se zdi, klub. So bili reprezentanti, Kristančič, pa še drugi, no. Igral sem pa tudi proti Danevu. Tudi? Danevu smo bili v prvi slovenski lig, v Maribor z Branikam igrali. In jaz pa še eden so bila obrambna igralca. Danev je jamo izredno udaril. Izredno udaril je jamo. Tako da sva rekla, eden ga bo za hlače dal v leko, drug mu pa probo pa žogo zbiti. Tako da sva ga čist trgala. Ja,
Ste potem navijali takrat potem tudi za jugoslovansko reprezentanco? Ja, razumljivo, da. V Ljubljani. Tako Je pa Danel bil zvezda. Ja, v Ljubljano sem šel gledat. 2 tekme meseci. Ja. Ste si tudi film ogledali pred letom ali 2 je prišel ven? Ne. Ne, nisem. O tej reprezentanci. Nisem. No, zdaj, ko pa niste toliko več športno aktivni, ste pa zelo aktivni pri branju knjig. Ja, zelo radi berete. Rad berem. Rad bolj rečemo tudi malo starejšo tematiko, ne? Kaj sem od tega, ko je že tega pisatelja Sivca, sem že lepka ni prebral, se mi je dopadje, dašne kmečka tema pa to, ne? Kar zanimivo, lahke stvari, pa časopisov veliko. Časopisov, a ste to, prej ni bilo časa, ste tudi brali ali zdaj to nadoknadite nekako? Rečemo bolj časopis. Knjige pa nisem veliko bral. Nisem veliko bral, ne vem, mi niso bili tako. Nikoli ni prepozno? Ja, res je. Ja. France, hvala lepa za vse, kar ste povedali. Ja. Jaz verjamem, da je bilo, pa da bo gledalcem zanimivo poslušati. No. Hvala. Hvala tudi tebi, no. Ja. Hvala pa tudi vam za pozornost, hvala tudi vsem pokroviteljem, ki nam omogočate, da lahko oddaje sploh snemamo, pa srečno.